Spoštovana predsednica Nove Slovenije, krščanskih demokratov, gospa Ljudmila Novak, spoštovani predsednik osamosvojitvene vlade Republike Slovenije in poslanec v Evropskem parlamentu, gospod Lojze Peterle, spoštovane poslanke in poslanci Nove Slovenije vseh sklicev državnega zbora, spoštovani naši župani, spoštovane predstavnice in predstavniki na 9. kongresu Nove Slovenije krščanskih demokratov, spoštovani naši odlični gostje, gospa županja občine Dravograd, državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci doma in po svetu, ki spremljate naš kongres, predstavniki medijev, dragi prijatelji. Hvala vsem, ki že 15 let zavzeto sooblikujete in konkretno izvajate politiko Nove Slovenije krščanskih demokratov. Hvala vsem, ki ste pred več kot 25 leti razumeli znamenje časa in po več kot pol stoletja demokratičnega vakuuma v Sloveniji pomagali graditi temelje parlamentarne demokracije in končali po Bučarju državljansko vojno na naših tleh. Hvala vsem za mnoga pisma, telefonske pogovore in za mnoge stiske rok. Vse to in predvsem vaša prisotnost danes tukaj nam daje moč in navdih pri upravljanju našega poslanstva, ki ste mi ga zaupali, poslanstva, ki so mi ga prvič pred 11 leti zaupali slovenski volivci. Vsak kongres demokratične stranke je praznik demokracije. Danes je praznik Nove Slovenije, krščanskih demokratov. Prepričan sem, da je današnji kongres tudi priložnost, da Novo Slovenijo v slovenskem političnem spektru še bolj utrdimo in natančneje profiliramo ter jo še bolj približamo ljudem. Ves čas obstoja Nove Slovenije in tako tudi danes, po 15 letih njenega obstoja, se potrjujejo misli in sporočilo njenega prvega predsednika, dr. Andreja Bajuka. Takole je rekel: Nova Slovenija je mogoča, trdna bo toliko, koliko bo trden njen temelj. In temelj Nove Slovenije, dragi prijatelji, je danes trden. Nova Slovenija, krščanski demokrati, naš temeljni program in naše delovanje temelji na že več kot 2000 let preizkušenih krščanskih vrednotah, ki jih še nikoli nihče ni ovrgel in jih nikoli nihče ne bo ovrgel. Krščanska demokracija se je rodila tistega dne, ko je bil človek poklican, da v svojem zemeljskem življenju uresniči dostojanstvo človeške osebe, v individualni svobodi, v spoštovanju pravic vsakogar in prek uresničevanja bratske ljubezni v razmerju do vseh. Vse evropske države so prežete s krščansko civilizacijo. Spoštovani, danes potrebuje duša Evrope temeljito prenovo po vrednotah krščanske civilizacije, prenovo po vrednotah očetov Evrope. Evropska zveza je s svojim nastankom in s svojim obstojem uresničila preroško napoved, ki jo je v Parizu na mirovnem kongresu leta 1849 izrekel Victor Hugo. Takole pravi: Prišel bo dan, ko se bodo vsi narodi naše celine, ne da bi se morali odpovedati svojim enkratnim posebnostim in veličastni edinstvenosti, zlili v višjo entiteto in skovali bratstvo evropskih narodov. Prišel bo dan, ko bodo polja krešočih se idej edina bojna polja. Prišel bo dan, ko bodo namesto krogel in bomb odločali volilni glasovi. Konec citata. Evropska združitev, Evropska zveza je bila zgodovinska nujnost, toda Evropska zveza ni zgolj preteklost, delo očetov Evrope. Evropska zveza je predvsem sedanjost in še posebej prihodnost. Mi, Nova Slovenija, krščanski demokrati, druge alternative ne vidimo. Zavedamo se, da je služenje človeštvu dolžnost enaka tisti, ki nam nalaga zvestobo lastnemu narodu. Evropa ne sme biti zgolj zemljepisna skupina držav.
razvrščena druga ob drugi, ki si med seboj prepogosto nasprotujejo. Postati mora skupnost sicer različnih narodov, ki pa jih povezuje enak obrambni in konstruktivni napor. Evropa mora zaživeti bolje, tako da združi vse svoje vire. Dragi krščanski demokrati, svetovnega miru ni mogoče zagotoviti brez ustvarjalnih in stalnih prizadevanj, sorazmernih z nevarnostmi, ki ga ogrožajo. Evrope ne bo mogoče oblikovati naenkrat in po enem načrtu. Zgrajena bo s konkretnimi dosežki, ki bodo najprej ustvarili dejansko solidarnost. Danes, ko je Republika Slovenija že 11 let polnopravna članica Evropske zveze, je najbrž že čas, ko bi vsa slovenska politika, tudi aktualna vladajoča, morala spoznati in razumeti vzvode nastanka evropske integracije, razumeti torej njen raison d'être, to je zagotavljanje miru na evropski celini. Državni zbor je 10. julija 2015 letos sprejel deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije. Upoštevajoč dejstvo, da so se državljanke in državljani Republike Slovenije z veliko večino odločili za članstvo v Evropski zvezi, le-ta Evropska zveza za Republiko Slovenijo predstavlja temeljni vrednostni in politični okvir za zagotavljanje blaginje in temeljnih pravic. Prav tako naša odločitev za članstvo v NATO za Republiko Slovenijo predstavlja temeljni okvir za zagotavljanje nacionalne varnosti. V deklaraciji je poudarjena umestitev Republike Slovenije v jedro poglobljene in razširjene Evropske zveze z močno skupno zunanjo in varnostno politiko, ki je sposobna uveljaviti interese članic kot ena ključnih globalnih igralk. Pa se danes sprašujemo, gospe in gospodje, kako vladajoča politika uresničuje zaveze o zunanji politiki, o evropski politiki, zaveze soglasno sprejete v državnem zboru. Z velikim razočaranjem ugotavljam, da je v evropskih institucijah, razen v Evropskem parlamentu, po našem predsedovanju Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2008 glas Republike Slovenije in glas o Republiki Sloveniji izginjal v prostem padu. Po našem uspešnem predsedovanju, ki je bilo pozitivno presenečenje za stare in velike članice Evropske zveze, aktualni minister za zunanje zadeve Karl Viktor Erjavec zanemarja sodelovanje s člani iste družine, s katerimi bi morali negovati in vzdrževati zelo tesne odnose. Posveča se predvsem odnosom z Rusko federacijo in z državami Zahodnega Balkana. ZDA zelo zanemarja strateško, politično in gospodarsko partnerico Nemčijo. Pri teh odnosih, zlasti glede Ruske federacije, pa gre za poteze, ki gredo v večini primerov kontra skupni evropski politiki, ki skuša braniti vrednote svobodne izbire zunanje politične usmeritve, demokracije in demokratične tranzicije, vladavine prava, odgovornosti politične oblasti, svobode civilne družbe, pluralizma, nedotakljivosti ozemeljske integritete in tako dalje in tako dalje. V bistvu nas zunanja politika Karla Viktorja Erjavca vodi v oddaljevanje od partneric v Evropski zvezi, NATO in v zahodnih skupnosti. Naš renome v Evropski uniji v tem času strmoglavlja, še vedno strmoglavlja. To je usmeritev, ki je nasprotna normativni volji slovenskega naroda, kakor je bila formulirana na plebiscitu za osamosvojitev in na referendumu za članstvo v Evropsko zvezo in NATO. Ob tem se sprašujem, ali imamo ob sprejeti deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije in sprejeti strategiji sploh izvajalca zunanje politike, slovenske zunanje politike, ali pa imamo morebiti zgolj predsednika stanovske stranke upokojencev. Mladika, sedež Ministrstva za zunanje zadeve, je v razsulu. Nekateri diplomati z nečednimi posli mečejo slabo luč na celotno slovensko diplomacijo, ob tem pa ostajajo ministrovi ljubljenci.
Karlu Erjavcu je uspelo tudi to, da je državna naložba, Zavarovalnica Triglav, postala strateška državna naložba. Zavedno v državni lasti, zavedno bankomat za politike iz leve politične hemisfere. In prav ta Zavarovalnica Triglav, kot spremljate sami, v zadnjem času na visoko plačana delovna mesta zaposluje odpisane kadre, zato da vsi mi plačujemo višje zavarovalne premije. Karlu Erjavcu je uspelo z izredno uskladitvijo pokojnin v višini okrog 60 evrov na leto na upokojenca, to je ena kavica na teden. Karlu Erjavcu je uspelo, da so pokojnine v Sloveniji od leta 2009 realno padle za blizu 20%. Ker ga kot politika z leve politične hemisfere ne zanima gospodarstvo, ker ne razume in ker noče slišati za socialno-tržni model slovenskega gospodarstva, ki ga zagovarja in neguje Nova Slovenija in mnoge uspešne države v Evropi. Zakaj to zagovarjamo? Zaradi naših družin, da bodo bolje živele v boljši materialni in duhovni blaginji, zaradi vseh naših državljank in državljanov, ampak njega to ne zanima. Njega preprosto zanima samo socialna demagogija. In ko se bo podeljevalo Viktorje za socialno demagogijo, bo gospod Karl Viktor Erjavec med prvimi dobitniki. Njemu je pač uspelo z metanjem peska v oči njegovim volivcem, ali gospe in gospodje, ni pa uspelo upokojencem in ni uspelo Sloveniji. Predvsem pa Erjavčeva zunanja politika uspešno zničuje vse to, kar je bilo skoraj v 2 desetletjih na tem področju uspešno ustvarjenega. Slovenija se je zaradi nje znašla malodane na smetišču zgodovine. Dragi prijatelji, tudi zaradi vsega navedenega nas želijo nekateri izriniti iz šengenskega območja, ker nam preprosto ne zaupajo. Zaupajo Avstriji, Sloveniji ne zaupajo. Ponavljam trditev, ki sem jo pred nekaj dnevi izrekel na Odmevih in doživel veliko odobravanje. Če bo Slovenija izrinjena iz šengenskega območja, ki je velika naša pridobitev, približno takšna kot evro, potem se ta vlada, vlada Mira Cerarja, mora posloviti iz Gregorčičeve. Dragi prijatelji, dragi krščanski demokrati, mi, krščanski demokrati, mi, Nova Slovenija, pa bomo za vsako ceno varovali in branili temelje Evropske unije. Vrednote očetov Evrope, na katerih bazira, na katerih stoji Evropska unija. In Bog vas živi.